Srce mi začne hitro biti, pač začnem stres, ne morem se sfokusirati. Držimo roki, pa stiskam koli, pol z nogam, veliko tak delam. Več kot tretjina mladostnikov poroča o rednem tedenskem doživljanju različnih težav, kot so nervoza, nespečnost, občutki razdražljivosti in glavobol. Enim ful veliko pomenijo ocene. Če se naučim dost, sem pol pred testom veliko, pač pod stresom. Bolj kot ne sem v stresu, zaradi tega, ker imam treninge za 6-krat na teden in se počutim nepripravljeno. Sem 9. razred, pa je kar težko vse skupaj. Si želim priti na gimnazijo. Želela sem, da so moji starši ponosni name. Več kot polovica mladostnikov poroča, da jih pogosto obremenjuje šola. Ta občutek je še posebej pogost pri dekletih. Dekleta imamo ponavadi višje cilje. Mogoče tudi ena smo perfekcionistka, recimo. Po raziskavi sodeč je več stresa v višjih razredih. Letos pa sploh zaradi vpisa v srednje šole nam je bolj pomembno, da imamo višje ocene. Čeprav ima stres tudi svoje pozitivne plati, Te spodbuja, da se več naučiš, da se več učiš. pa je nujno, da se ga naučimo obvladovati. Najbolj ti pomaga to, da se pač učiš, ko veš, da vse znaš, ti je ful lažje pisati. Če pa veš, da se nisi dosti učil, si bolj pod stresom. Doma popijem vodo, malo se odmaknem, grem. Prvo odmislim, da gre za oceno. Če je preveč stresa, malo zjokam. V šoli pa sam globoko diham, pa se probam umiriti. Včasih pokličem prijateljico ali se pa počijem. Poslušam glasbo, se grem igrati s svojim psom. Ne vem, ven na sprehod, se družimo z družino, prijatelji. Pomembno pa je tudi, da v obilici vsega poskrbite za prosti čas in gibanje.